forum za poezijo v pomladnem času. Forum je posvečen zgradbi v pesmi oziroma arhitekturi v pesmi in nocojšnji gost je arhitekt Tira Zorko, tudi pesnik, tudi delavec in uporabnik permakulture in še drugih takih stvari, mogoče niti vseh še ne vem, ampak jih bomo vsekakor izvedeli v današnjem večeru. In zaželil si je, da bo vso poezijo, vso literaturo, ki jo je izbral, prebral sam. Ja. Ira, ima poezija arhitekturo? Ali je to samo arhitektura in poezija, si dal ti naslov svojega večera, ali je to samo skupaj, ali je ta poezija prav v arhitekturi oziroma arhitektura prav v poeziji? Krasno vprašanje. Dober večer. Seveda je to prežeto. Mislim, da je vse to prežeto, da je to mogoče tudi malo na umetni način ločeno, ker marsikaj je ločeno zato, da se o tem lahko pogovarjamo in da to lahko zopet približeno skupaj. Na en nov način tudi največkrat. Poezija pa gotovo, da ima zgradbo. In ko sem razmišljal o tem predavanju, oziroma o tem pogovoru danes, sem ene čisto nove stvari začela obhajati. Nisem nikoli razmišljal. Res je, da ti si tako zelo velikodušno me predstavlja tudi kot pesnika in mislim, da nisem kakšen pesnik. Je pa res, da se mi zapišejo včasih kakšne stvari in mogoče mu pol na konc razložil, zakaj mogoče bi lahko bil pesnik. Ampak si pa pesnik v arhitekturi. Ja, rad imam to poetiko v arhitekturi, pa res. Podobno kot v pesmih. Jaz mislim, da tu eno kvaliteto iščem in jo tudi najdem tako v arhitekturi kot v poeziji, ki je skupina. Na tej bi tudi rad z vami delil svoje misli in občutke. Gotovo ima poezija arhitekturo vsega. Vse ima zgradbo, vse ima cukup elementov, se govorimo tudi o zgradbi, o telesu, pesmi. In arhitektura je tudi telo in tudi izhaja iz telesa. Tudi iz tega arhetipa telesa, ki je tudi naše telo. To vedno bolj spoznavamo. Sploh antika ali pa te zgodnji jeziki, tudi gotski jezik, je zasnovan na tem, na te analogiji tega arhetipa telesa, telesnosti, ki pozna svoj spodaj, svoj zgoraj in svojo zlato sredino. In to bomo še potem se dotaknili na raznih praktičnih primerih. Jaz sem za sabo prinesel še par slik, bolj, da se malo uživimo, čeprav bom govoril večinoma o prostorih, ki jih dobro poznamo in se glavo uživiti samo z besedami. Morda sam par poudarkov bom probal v sliki pokazati. Glede na to, da smo se povzpeli kar visoko v tej zgradbi, v kateri zdaj smo, skoraj više ne moramo, tukaj je malo naprej sleme, bi jaz začel z enimi verzi, ki so eni podobni konstelaciji, če jemljamo, da recimo Triglav vrh in na zgradbi, ki jo mi kot narod naseljujemo. Namreč ti pod Aljaževim stolpom, tako da je 10 metrov pod vrhom, so, jaz mislim, najviše zapisani verzi v Sloveniji. To so vodnikove verzi, iz ene ode, naravi in vodnik je tukaj vodnik in nas pelje v doživljanje prostora. In tako pravi, od cele ode je tukaj na vrhu Triglava zapisani samo teh 4 verze so. Sklad na skladu se vzdiguje, golih vrhov kamni zid. Večni mojster ukazuje, prid zidar se ves uči. Lahko je zidar, lahko je tesar, lahko je pesnik. Govorimo o skladih. In to skladi, to skladanje, ki je išlo iz tesarstva, ker harmos, harmonija je star pojem, ki je tesarski pojem. To je pojem gradnje in graditeljstva. In je počas šel skozi kulturo v skladateljstvo, v skladno, v filharmoničnost, filharmonije, skratka ljubitelja v skladnosti.
Zanimivo, da harmos, sama beseda grška, pomeni reža, pomeni špranj. Ker harmonija naj bi bila v tem, da bi bila reža čim manjša, da bi se stvari prilegali. Ko skladamo, pravzaprav iščemo to prileganje, pravzaprav zlagamo, ne govorimo tudi, da zlagamo stvari skupaj. In tesar se je seveda moral, veščina tesarstva bila v tem, da sta se dva kosa lesa bila tako na koncu obdelana na stiku, da je ta stik se harmonično izložil skupaj. Da je legel tudi na drugega, brez ostanka. Tako da o harmoniji govorimo, kadar ni ostanka, kadar se stvar poveže v celot, ostane zopet en. To mislim, da je jasno, to isto velja za kamne. Prvo, če se spomnite iz zgodnih stav, najbolj zgodnih, temu rečemo v naši stroki kiklopski zidovi, kiklatski kiklopski zidovi. To so te magični zidovi, ki jih vidimo v Peruju, recimo, pa tudi pri nas jih vidimo najbližje, če se spomnimo v Osorju, tam je en antični zid, preden prečkamo iz Ceresa na Lošin, desno vidimo 20 metrov tazga kiklopskega zidu, kjer so dejansko obli ogromni kamni, spojeni skozi organske, skratka, to ni rezano, z neko mašino ali pa zlaseno. Človeku se buri domišljija, kako je to sploh spojeno skupaj, kako, ker ne je mogoče odklesati na eni strani toliko, pa na drugi strani toliko, pa ne vem, oduzeti ali pa dodati, kako je. To so te kamni, teh ogromnih dimenzij spojeni skupaj, tako da še konico noža ne moreš notrati. Harmos, harmonija. Tako da če gremo v same te začetke, ali pa tudi besede so velikrat te, ki nas povezujejo, nam takoj dajo sluti, da gre za isti vzgib, ki vodi graditelja zgradbe in vodi graditelja pesmi k temu, kar na koncu nastane. Če smo začeli z načinom spajanja elementov, jaz drugi korak naredil k samemu elementu. Kaj je zdaj tisto, kar spajamo skupaj? In tukaj je en ljubi pesnik, jaz sem, kar je res, ko sem študiral, sem res ogromno poezije bral, v glavnem sicer te vzhodne, predvsem ruske poezije, tam na prehodu 19. stoletja. Mandelštam je bila ena velika ljubezen in zdaj sem na srečo naredil tisto, kar sem hotel vas. Še je, torej. Bom povedal eno anekdoto, čisto osebno mojo. Prvi sem doživel, da sem kupil eno knjigo in ko sem odprl prvo stran, nisem razumel nič. Niti, vse besede sem razumel, vse se razumel. Nič. Ta knjiga je bila kot voda na vose, kjer sem hotel zraven, nič ni bilo možno. In to je bil tak šok, jaz sem ga samo dal na eno polico in sem še enkrat vzel, sem rekel, zdaj pa bom, prvih 5 stavkov in sem probal 3-4 stopiti v stavek noter. Me je zbilo stran, kot en magnet. Nisem mogel to sporočilo tega, kar je bilo napisano. Nisem ga vložil na polico in sem malo tudi pozabil na njo. Pa ni bilo dolgo, mogoče je bilo mesec dni, ne vem, 2, prej bila zima, zdaj je bila pomlad. In ta knjiga, ko nekaj iščem, pade na tla. In jaz se zagledam, da poberem, odprem in napijem ko vodo. Torej, tisto, kar pred enim mesecem, pa mogoče ne vem, pred enim nekim časom še nisem razumel, sem pil ko vodo. Torej, to je ena neverjetna izkušnja za mladega človeka, takrat, ko vidiš, da dejansko si v enem trenutku lahko odprejo vrata, ko misliš videti, da jih nima. Če še kakšno tako knjigo? Take knjige obožujemo. Je pa zanimivo, da se je, zdaj, jaz sem velik improvizator, mene kar mislim nekam tega. Zdaj, ko smo tole vstopili, pa se navezuje na tisto prvo, kar sem tudi že začel. Ker ene poganke nekam poganke, upam, da jih bom porko ljubil nekak skupaj. To, kar se dogaja v arhitekturi, namreč ta dolga evolucija arhitekture, ki je zelo povezana z evolucijo zavesti človekove. In je tudi seveda razlog, zakaj arhitektura ni v vseh obdobjih in vekih enaka, prav nasprotno. Tudi poezija
ni vseh vekih enako. Tudi se spremenja tudi njena funkcija do družbe, že v samem nastanku je drugačno. Pri arhitekturi je to tako, najlepše se to vidi na svetiščih. Ker svetišča so ključne arhitekture človeštva. Slovenska beseda je tudi zelo lušna v tem pomenu, ker dejansko svetišče se svetišče. In še bolj in svetišča so bila temu prav namenjena, da se svet najde tudi. Ampak če to spremljamo, kaj vidno? Če si, ne vem, nekako damo v eno sosledje, recimo tiste zgodna, neolitska, recimo svetišča, pa potem perzijska, pa indijska še prej, pa potem egipčanska, pa potem pridemo Grkom, pa potem Krimljanom, pa potem recimo romanici, gotiki. Vidimo, da počasi vstopamo v nekaj. Prva ta svetišča se nam kaže, prvi so to zelo posebni prostori, v kateri nima vsak vstop. Na začetku to je ena velika skrivnost, ki se tudi drži kot skrivnost, in je to bistvo tega, da ostaja skrivnost, in se potem počasi prevaja preko inicirancev ali pa ljudi, ki pač to imajo dostop, imajo vstop in potem tudi to sporočajo. Skratka, imamo en odnos, ki je odnos do enega pročelja. Mi lahko zremo to pročelje, ampak samo slutimo lahko, kaj je zadaj. Nimamo neposrednega vstopa na to. In potem, recimo, piramide so tipičen tak primer. Sploh je egipčanska kultura, ki je zelo ritmično dostopamo. V enem trenutku pridemo in strmimo. Skratka, stojimo, kot da bi stali nasproti bitju. Ali pa ena slutnja nas obhaja, da se pravzaprav se soočamo z nečem, kar delno se reflektira tisto, kar je tudi v nas. Ampak dejansko ne moramo naprej. To, ker je samo sporočilo pročelja mogočno in nam govori zelo jasno. A so vrata v pročelju vedno? So vrata, vedno so vrata. In tudi, recimo, pri egipčanskem terorju je značilno, da sam tempelj deluje kot vrata. Dejansko vse skupaj deluje kot ena velika vrata. Kaj vrata so tista, ne? Tako? Iniciacijski vhod. Ja. Oziroma seveda sveta. Tako. In vertikalna in tako. In tudi ta vertikalna simbolizam se zelo izmenjuje. Hotel si, dajte bom nazaj na ta citat. Ampak, bomo prišli še na to nazaj. Kaj tukaj pravi Mandelstam? Mandelstam pravi tukaj nekaj krasnega o sami besedi. Vsaka beseda je šop. Pomen štrli iz nje na vse strani. In ni uperjen samo v eno samo uradno točko. Ko rečemo sonce, naredimo velikansko potovanje, ki smo se mu tako zelo privadili, da potujemo v snu. Poezija se loči od avtomatične govorice potem, da nas budi in meče po konci na sredi besede. Tedaj se beseda izkaže za precej daljšo, kot smo mislili. In spomnimo se, da govoriti pomeni biti zmeraj na poti. To je arhitektura, mislim, zopet, ne, popolnoma kot. Arhitekturi, ravno tako, je sicer en vidik arhitekture, ki ima veza na to, kar sem pregovoril, to pročelje, to soočenje s celoto, ki žarči, da je lahko objamemo tudi v trenutku, recimo. Poezija je največkrat zelo linearna, recimo tudi kot zvok se pojavlja na enem izpeljavu. Tudi arhitektura postopno potem v naslednjih obdobjih postaja vedno bolj, dobi neko dramaturškost. Ne. Dejansko nas, potem, ko se nam vrata odprejo, se začne ta dramaturgija. Je pomemben korak, je pomemben, kaj se nam odpre naprej in potem nas stvari vodijo. In se moramo odločati in skratka se začne postalovščina. Bi pa rad tukaj pogovori Mandelstam o tem osnovnem elementu, v sami besedi, mogoče naredil še eno dodatno poezijo, mislim, povezalo s poezijo. To je ena taka beseda. Vsaj, za hip podmišljiv, recimo, da si lahko mislimo, da je to ena beseda. Tole belo na tleh, to so ljubljanske žale. In ob tej poti, ki je hodil s prehajalci, je na en dosti tak
skoraj izzivalen način postavljanja kamen. Prepoznate? Kdo že šel tukaj mimo? To je dejansko en nagrobnik. Ampak sam način, kako je postavljen v prostor, je poseben. Je na nek način kršil vsa pravila. Vogelni. Bravo, Meti. To je nagrobnik od Jožeta Plečnika. Mojster ga je dal postaviti, oziroma ga izdelati in pripraviti še za časa življenja z vsemi navodili na potki, tudi kako nas je postavil v prostor. In verjamem, da ne iz neke načimrnosti, mogoče delno iz kakšne, mogoče strahu, da ne bi bil priča kakšnemu diletantizmu. Drug arhitekt. Ampak še bolj sem pa prepričan, da predvsem zato, ker je tudi s tem svojim, ja, lahko rečemo, zadnjim ali simbolnim dejanjem nam hotel nekaj povedati. In lahko vas samo prosim, da pejte čim večkrat v bližino Plečnikovih del. To je človek, ki nam toliko govori. To je modrec, to je neverjetni učitelj, v pravnem smislu. In jaz nikoli ne grem željen od tega vodnjaka njegovih del. In tukaj mislim, da to ravno tudi on sam nam proba povedati. Tako kot je Meta takoj odčitala. Kamen ne samo, da stoji na sami meji, da oživlja to mejo med grobnim, zagrobnim in svetom živih. Postavljanje dejansko ni klasičen nagrobnik, ni to nagrobna plošča, ki bi ležala pa zaustavljala pogled, ki bi želela, da se prebere ime ali karkoli. To je v bistvu zelo klon, skoraj na en tak ponižen način postavljanja. Čist pod noge se nam postavlja, kot skoraj en kamen z potike. In tudi sami moramo biti ponižni, da se sklonimo k njemu in v bistvu čitamo se še to drobnejše sporočilo, ki je na njem uklesano. Ni pa govora o kakšnem poniženju. Ta proporcija, ki je nezmotljiva Plečnikov, mislim, kako oblikovati en kos kamna, da ima to digniteto, čeprav je priklih. Dejansko tako evocira ta temeljni kamen, ta vogelni kamen. In kako na zanimiv način nekaj, kar je pravzaprav na koncu življenja, pa na koncu stoji na koncu ustvarjalčevega življenja, ta isti ustvarjalec kot eno zgoščeno, skoraj kot eno opeko postavi kot nov začetek in reče, gledajte, na tem se da graditi, to je čvrstenje. Tukaj vas vabim, da na tem se da iti v prihodnost. In tudi tole, kar je vklesano, nek način potrjuje to branje. En mlinček prerajanja, venček prerajanja. Skratka, vidimo element kornokopija, iz katere, skratka, mineralni, tektonski, tako rekli, arhitekturni element, iz katerega raste biološki živ vitica, trte, ki obrodi in se potem znova presnovi v nov rok, ki potem kroži in gre v enem polu, v to večno prerajanje. Skratka, tudi tukaj lahko govorimo o enem elementu, ki je, tako kot Mandrš, ta mova beseda, ta kvaliteta besede, na katero on opozarja, polna, nasičena značenja. Tukaj noter so zbrana vsa njegova dela. V bistvu ta kamen govori o tem, pejte v prostor, življajte prostor, berite ga na nov način, odkrite njegova nevidna sporočila in potem boste lahko gradili na tem kamenu naprej. To je kot en tak, kot da bi bilo tukaj nekaj tako zgoščeno, da rabi našo vodo, naš čas, ki nam teče, zato da ponovno lahko tukaj razpremo kvaliteta prostora okoli nas. In mislim, da poezija je na en podoben način. Mogoče en najbolj ekonomičnih jezikov, ki jih poznamo. Skratka, kaj poezija hoče? Zgoščeno v besedah, približati besede na način, ki jih proza, recimo, ki jih vezana beseda ne more nikakor, ne. Skratka, na nek način zelo ekonomičen jezik. Najbolj popularna definicija je, da je poezija največ vsebine na najmanjšem prostoru. Tako. In če danes se nekdo začudi, recimo nek ekonomist, kaj ima poezija za ekonomijo, jaz mislim, da to sam priča o tem, kako daleč je današnja ekonomija, pa temu, kar danes rečemo ekonomijo, prave ekonomije. So oni zapravljivi. Tako.
Te lahko, če te ne odpeljem Ja. na dela stran, a bi mogoče naredil kakšno povezavo, zdaj tvoj konec, to je vogelni kamen, ki je pač ta os, vrata, prehod v drugi svet. Kako se je pa to začelo z otroštvom? Ker pri Plečniku jaz zmeraj razmišljam o njegovi tipologiji, ne, ta, mislim, arhitekti, mislim, sodobni se ga bojijo zaradi te njegove blazne intuicije. Ne vem, če ti to misliš, ampak prav vidim, kako se ga bojijo. V resnici ga sovražijo zaradi globine, ker je oni niso te globine, niti približno kosi. A si mogoče začel, ker smo se pogovarjali, si rekel, da ima Plečnik strašno zanimiv biografski log. Ja. To je res, ampak to delno tudi govori še o nečem drugem, kar se mi zdi veliko bolj pomembno. Zaradi tega tudi on tukaj je tako odkrito velikodušen. On tukaj ne izziva s tem, on izziva samo s položajem kamna. Zato, ker tako kot Manešan pravi, mi moramo buditi. On tu v tem smislu izziva, ampak sporočilo njegovo ni izzivalno, v tistem smislu, da bi se hotel s komerkoli pomerati ali tekmovati. Govori, da je vsakemu to dostopno. In tukaj on, to ni prehod samo onkraj, to je prehod nazaj v življenje, da se mi vrnemo na vse te kraje, ki jih je on, dobro, eno je to, da probamo njega drugače prijeti, da nas ponovno vrača, da se vrnemo na prostore, ki se jih je on dotaknil. Mislim, da govori nasplošno, da se vrnemo sploh v prostor, ker mislim, da moč teh njegovih del, pa bistveno sporočilo njegovih del izhaja iz tistega, kar je on najdelal v prostoru samem. Mislim, da njegove najboljše rešitve, in teh je velika večina, izhajajo vedno iz tistega, kar je latentno bilo prisotno v prostoru kot kvaliteta tistega prostora. On je samo na nek način materializiral tisto, kar je tam čakalo, da nekdo prebudi. In to je tisto, kar je dejansko dostopno vsakemu. Dobro, mogoče način, kako to prebudiš, kako to izraziš. In če bi ljudje, ki so danes Plečnika bojijo, vedeli, da pravzaprav ni Plečnik tisti, s katerim se morajo kosati, ampak v bistvu morajo sebe spremeniti svoj odnos do stvari, zato da jim bojo stvari prišle bližje, da bojo oni kar naenkrat lahko postali služabniki tega, kar se mora skozi njih izraziti. Vse tega se bojijo. To je žalostno, da ta strah obstaja, ker v bistvu je to tisto, kar te lahko popolnoma prenovi in nadgradi. In mislim, da je Plečnik bil samo dovolj ponižen, da se mu je življenje lahko v kritičnih trenutkih odpiralo. In ta biografija dejansko na to kaže, ker to, kar je on na Dunaju doživel, to neverjetno priznanje, on je bil dejansko današnjem pomenu zvezdnik. On bil tam naprej s tistim imenom, ki si ga na Dunaju naredil, lahko samo še potoval od dvora do dvora, prestolnice do prestolnice in vršil ta dela iz tistega svojega prvega opusa, kjer je praktično vsako hišo postavil v remek dela. Ampak on se je v tistem trenutku, prvič mu je usoda malo naklonjena, ker ga ne sprejmejo kot Slovenca, ker ga 3-krat, 4-krat nekokrat zavrnejo kot naslednika Otto Wagnerja, ampak on hkrati se mu odprejo popolnoma nove oči. On tudi vidi v Otto Wagnerju slepo ulico in za njega bi bilo huda, morda življenjska napaka in žalost, če bi dejansko takrat prišel na tisto mesto. Ampak gre se v sami, dobi očitno tudi nek duhovni impuls in 7 let praktično ničesar ne ustvarja. Poučuje v enoletni učenici, ki je 3-krat manjša kot stale, 7-8 učencev, očitno tudi študira, se poglablja v stara izročila in potem ga, hvala Bogu, Masaryk takole pokliče zopet na eno popolnoma novo pot, staro, stoletja, amalgam, tam pa res amalgam, velike akropole, praške, ostanek velikih kraljestev Rimskega cesarstva, kjer dejansko je ravno na to on pripravljen takrat. Nič več, tam nima on kaj delati, remek dela. Tam dejansko more samo brati, samo stvari mu mora dopustiti, mu pride nasproti, vsem obilju, vsem bogatstvu. Potem kaj on dela? Samo še harmonizira stvari med zgoraj in spodaj. Prago, ki leži pod njim, kot mesto, ki se razvija, in Akropolo, ki je dejansko dana kot nek večnosten impuls mestu. Sploh s to notranjo prenovo, ki jo Masaryk prenese, ki je tudi duhovna, ki dejansko človeka ponovno sooči z zgodovino, z poslanstvom, z odgovornostjo. On postane služabnik, on medij pravzaprav za stvari. In to tako nese.
Jaz mislim, da pravega umetnika je vedno to ponese. Zakaj bi Evropa pripravljen tu žrtvovati celo svojim umetjem vse to, ker je bil tak navdih. To ni nekaj, kar se on sam zmislil. To ni nekaj, kar bi on ustvarjal od svojega ega, da sebe odtisnil v prostor. Prostor mu je dal tako nalogo, pred katero je dejansko se čutil gor in dol, v nebesi in hkrati izredno skrajni preizkušnji. Zdaj ti povedala, katera knjiga je tista, ki sem jo imela prej v misli, ki si me že napravil s tem govorjenjem. To je Ajo, Jungo. To tudi odpreš in čist nič ne razumeš. Pa jo lahko že lektoriraš, pa še zmeraj nič ne razumeš, čeprav vse besede razumeš. Zato, ker pač nekako ta demon oziroma daimon oziroma to sebstvo tebe prisiljuje. In ti nimaš praktično nobene izbire. Izberete pa takrat, ki si pripravljen, ne takrat, ki ga ti kličeš, ampak ki te on rab. Ja, kaj ne rečem, to knjigo sem se skupil v Črni Gori, zdaj pa nisem nazaj. Tudi sem parkrat prav vstopiti vanjo in ene vdolbinice sem našel, vrat pa še ne čisto. Mogoče zato bi v Čirilici. Tako? Mogoče zato bi v Čirilici. Ja, tudi, ja. Ampak mam je sem bila, se kaj to nazarja, kar zdaj govorimo. To je tudi ena krasna beseda. Spregleda. Ker je točno to, kar je povezano z vsem tem, kar se nam zgodi, ko spregledamo, velikrat ponovati, in potem spregledamo. Nič se ne spremeni, tudi beseda se ne spremeni, niti najmanj. Pa vendar je vse drugače. Jaz težkrat pokažem tole fotografijo te džezve, ker je tudi tako v enem malem luštnem detalju, tudi tukaj pri meni prišlo do enega spregledanja, ki je v sami džezu dana. Se je mogoče tudi videti. Je tako tudi malo že narejena pred kompozicijo. Enkrat se je moj prijatelj Harald vrnil iz Sarajeva z novo džezo. In jaz sem mu začel razlagati, kaj je to dobra džeza, tako zelo arhitekturno, utilitarno, da mora biti tale rob tukaj zavihnen ravno prav, da se tam vsebina ne prijegne, da mora biti zgornja čašica dovolj široka, da ko kava zraste, da se razlije, pa ustavi, se prelije, da mora biti ročaj iz drugega materijala, pa malo nalukne, zato da zrak hladi prehod toplote. On me pa se smeji pa takole, čaka, da končam, pa pravi, no, še kaj? Jo, mislim, da sem vse povedal, v glavnem. No, zdaj pa malo pogled to džezvo. A še kaj vidiš? Jaz začnem gledati to džezvo, sem rekel, lepa je, krasne ornamente. In potem sem začel odkrivati, da ni samo ornament, da ni abstraktno, niti najmanj. Sem videl, da je noter ženska. A ne samo, da je ženska, da je tudi v tej ženski. Da je eno malo bitje. In potem sem šel gor in sem videl, da sta tudi dva goloba in da je čist na vrh še nekaj, kar bi mogoče lahko človek rekel, da je sveti duh, ki mogoče ravno v trenutku utelešanja vstopa skozi žensko to malo novo bitje. Skratka, spregledal sem. Nekaj, kar prej nisem videl. In v tem današnjem obilju materialnega se mi zdi, da to je ena velika kvaliteta, ki se jo lahko podarjamo med sabo. Da stvarem, ki že so okoli nas, pa jih morda ne vidimo, da damo možnost, da se nam prikaže in vidimo. In tu mislim, da je naloga tudi arhitekture, dobre arhitekture, takšna, da nas vabi na to pot odkrivanja, da nam tudi na ravno prav način tudi nekaj skrije, ker vendar arhitektura tudi dela zidove, tam, kjer je prej ni bilo, na nek način dela mejo, ampak če je prava arhitektura, bi mogla biti ta meja zelo živa. Bi mogla in govoriti in vabiti in nas same narediti bolj žive. Tako kot mislim, da je prav, da tudi pesem nas naredi bolj žive, da nas prebudi. In če sem prej govoril o tem premiku od tistih templjev, ki so bili zelo zaprti, zelo posvečeni, zelo nedostopni, ali pa grških templjev, za katere je bilo dovolj že samo to, da so bili v pokrajini, ni bilo treba niti vanjo vstopati, ampak je njihova prezenca dala neko
neko kvaliteto celi pokrajini okoli njih, da smo danes v enem popolnoma novem času. Če se v te templje ni vstopalo, pa so vstopili samo izbrani, so današnja svetišča, že prej v prehodu v Gotike, recimo Gotska katedrala, izrazito namenjena temu, da ljudje grejo noter. In to ljudje brez hierarhije, skratka, in berači, in vsi ostali. Skratka, takrat že mi vstopamo ta notranji prostor, ki je zopet ta nebeški prostor, ki se počasi tudi po notranjem prihaja, pravzaprav do tega prihaja, da mi sami postajamo ta tempelj. In danes lahko rečemo, da ne obstajajo več svetišča, ki bi bila ločena od tega sveta. Jaz mislim, da tudi pesmi danes so take, da jih v bistvu šele bralec polno uživi. In zato tudi niso forme, ki so dane kot formula, ampak so forme, v katere pravzaprav bralec vstopa kot soavtor. In v tem smislu sem tudi jaz potem pesnik. Praviš, da bra z branjem, to se pravi, ne avtor, ali pa mogoče tudi avtor pobere. Ker veš, kaj se meni veliko zgodine. Jaz praktično ne morem zares vedeti, kaj se z mojo pesmijo dogaja, če jo nekomu ne preberem. Zasilno vsaj po telefonu, ker jo popolnoma drugače berem, če vem, da me nekdo posluša. In nekako ne morem vstopiti vanjo zares samo sama. Pa tudi ne velja to samo za poezijo, velja tudi za, to se pravi, veš, kakor da bi se malo temperatura povečala in svoboda, prej smo govorili o agregatnem stanju, ne? Če sem jaz sama, je to še trdno stanje. Če pa je še nekdo, se pa že začne gibanje, te molekule bolj so živahnejše, oživljene so. To je tudi moja izkušnja, ko vodim ljudi po prostoru včasih in tudi ste vabljeni, mogoče lahko kdaj to prenesemo, pa obiščemo kakšen prostor, tudi kakšen pečnikov prostor, pa da skupaj probamo prebrati. To je zelo navdihujoče za me, se vedno, kot praviš, molekule začnejo gibati v različne smeri in se krasne stvari dogajajo. Ampak to je tudi eno od razlogov, zakaj sem danes sem se prav rekel, da bi rad vam nekaj prebral, ker se zelo strinjam z Meto in če imam že priložnost, prosim, mi dovoljte, da preberem. Vse ne pesmi, ki so zelo v velikem časovnem razponu nastajali. In ta prva je zelo slušna, tudi narejena je za ime zvoka. Jesen. Jesen. Jesen, esen, sonce. En mes, esen. 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 Jesen, esen, sonce. En sonce, en mes, esen. Ne. Jesen. 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 Bil je res en jesen. Pred mojo sobo je rastel, sem bil tretji nadstropju in moja soba je pa severna soba. Tako da ni bilo šanse, da dobim kakšno direktno sončno svetlobo. Ampak ta jesen jo je pa dal v izobilju. Bil še bolj severno od mene, ampak to pisal, da je prek bloka dobil vso sonce. Kozuc. To pravi, arhitektura. V westernu je še kot otrok videl, kako indijanec, ne v človeku, v tla pred njim zapiče,
s trakovi pisanimi okrašeno hop, strel, zunaj, mlad. Telo svoje, ki korenini in raste iz mirne vodoravnosti prednika, kot plod, ki v stiku z nebom v ognju daje reko, ki daje pokrajino, ki daje jezik kopnega v rečnem narečju. Vstopil je v to goro, v to skupnost jelk na divadah, v šesteronogega kozla v kraljestvu Zlatorogovo. In kot pod oblakom na ramenih velikanov je pil z družino to svetlobo prazno zdaj za temni čas okrog Božiča. Veš, sem katera pokrajina je to? To je slovenska to je Načedavno, dolina Nadiže. To so moji najlepši kozolci, tudi veliko en tak vrhunec stavbarstva. Kozolc ima za sabo eno neverjetno genezo, ki je zelo podobna, zopet, fantastično vprašanje. Poznate... Sam srečal prvi končaj. Ja. Zelo podobno. Pod Matajurjem je to. Da je ta arhitektura zelo podobna. Ja, razvoju besede, razvoju jezika. Začne se skoraj z eno črko, z eno gesto, z eno osjo, poznate nožice v Trenti. Ojsterce se reče, skratka vrh smreke se odreže, posuši in se zapiči v zemljo in na te rogovilce se slama prime in se naredi te nožice. Dejansko deluje, kot da bi bili ljudje po travni postali. Še vedno se to dela. Tako je ta prvi impuls. Zelo podoben... To so te trije prostori, Evo, telesni, ja. arhitekturni. Ja. Potem te nožici stopijo malo skupaj in se postavijo v vrsto. In med njimi se v kasnejšem obdobju kulturne krajine razpne žice, kot ene strune, kot eno notno črtovje nastane. In na to notno črtovje se zopet slamo polaga in suši. In v naslednji fazi to postane stebr, da je skoraj telo, os, aksis mundi, zapičena v zemljo, skratka raztegne roke in se prime za roke, pa še drugo, pa še drugo, pa še drugo, pa še drugo. Na kar se še nasprot, naredi še ena taka vrsta in se še na drugo stran postavlja roke in nastane prostor. Ta ikonografija, mitologija kozolca, od vsega tega, to je mikrokozmos zase. In te šestoronogi kozli, ki jih jaz tudi v tej pesmi, sem rekel, moram imeti, ker ne, to so taki svetlobni prostori, tudi ta tektonika in vsega tega. To je ena linija kozolcev zidanih stebrov, ki se začne tudi pri Škofji Loki, malo više, in potem šla po eni slovenski poti in se konča pod Matajurjem. In samo na tej liniji boste našli te vrste infreskante, in to so bili mojstri, ki so to zidali, verjetno prišli gor, iz Nadiže gor, ker tam je konosečka dejavno živa, da se tu nekako povezali in na tej liniji lahko sledite razvoj tega kozolca. A bi nam še kaj povedal v teh treh prostorih? Naravni, telesni, arhitekturni, nekih pogovorih ali pa... Kaj, če ne greva naprej. Ti si tudi v tem vabilu se napisala, ki so kar meni poznanilo že zgodom otroštvo te besede, vrat, okno. Mi smo tudi stanovali takrat v eni mali hiški v Piranu, smo rekli Rogec, ne vem, kako to je bila oslovska staja, prednji stric preuredil, da se je dalo ni bivati, zelo preprosto.
Ampak bila je narejena kot grški tempelj, skratka, imela je timpanon, imela je celo neke škrape, skratka, burla je domišljijo zelo. In imela je vrata. Tako kot otrok nariše hišo. Vrata in 2 okna, tudi smo obraz imela, vročevi. A to je bil izdelek tvojega strica? Ne, to je bil originalno osnovski stare? Ja. Ampak narejena kot en mali tempelj, mogoče bilo še prej, ki je drugega noter. Bila je zbita zemlja, ni kazala, da bi bilo tako kakšna resna zgradba. Ampak njena je neke posebne kvalitete. En umetnik ljudski se je tam našel in je to naredil na ta način. In te pojmi so takrat pri meni živeli, ker tako zelo lepo sem čutil, da vstopam vanjo, vstopam kot v eno tako notranje bitje in delno tudi v vase in takrat se je začela zame trgujati ta misel, ta poetičnost med človeškim telesom, med hišo, da je pravzaprav šel po hiši tako, kot je duša v telesu in potem to raste in ti analogije, metafore se dobijo krivi. In tudi ta psihološka konotacija hiše pa podstrešja, pa kleti, ali pa alkoholistična, prebavila, retorta. To je gosto. Gaston Bachelard je bila tudi ena knjiga Politika prostora. Ja. Takrat spomnim se samo en detalj, ko smo ravno pri teh stopnicah. Po stopnicah, po katerih se vzpenemo na podstrešje, se vedno samo vzpenemo. Nikoli se ne spomnimo, kako smo prišli dalje. Po stopnicah, ki vodijo v klet, se vedno samo spuščamo. Nikoli se ne spomnimo, kako smo prišli nazaj. In to tako drži. Tam je napisano, to osupljivo. In to mislim, da polno potrjuje vse to, o čem je. Sej, mogoče je to malo destruktivno ali pa malo taka interrupcija nekega nihilizma, ampak recimo, če sedanje stanje malo primerjaš s tem, ti vendarle Ira tudi zida, obnavlja hiše, se trudi z nekimi investitorji, tako kot se trudijo pač vsi sedanji arhitekti, bodeš se in ustrajaš pri tem mitskem, če bi rekla, globinskem, ob tem površnem, ki zdaj vlada, brzini in tako naprej. Kako doživljaš ti to dinamiko? Recimo, več tvojih kolegov je, ki se pač vdajo v to in pač izdajo zgodovino. Jaz nisem vedela, ti si mi rekel, da recimo zelo znan arhitekt Sadar pravi, da je antika barbarstvo. Za ta čas, ne? Ja. No vse za ta čas, ampak to je, ni to neka misinterpretacija, pravzaprav, kdo bi pa danes res lahko rekel, da je za ta čas antika barbarstvo. Kakšno barbarstvo je potem šele permakultura pa biohrana? Ja, se je, seveda, v teh očih je to enako. Ampak jaz sem zelo trpel 10-15 let nazaj, res obupno trpel, zato ker vsi ti ideali in vsa ta sporočila, ki sem jih razbiral starih mojstrov, seveda danes ne prihajajo več do veljave. In tukaj se mi zdi, da danes lahko pesnik ravno tako trpi, kot en arhitekt, ki hoče ustvariti eno lepoto tega klasičnega tipa. Jaz sem potem seveda zaradi fizične zdržine, je bilo na tem že, da resno zbolim in sem se mučil in potem v enem trenutku se moraš rešiti tega. In to je zelo odrašujoče. In tudi vidiš nove stvari, tudi vidiš neumnost tega svojega trpljenja. Zato, ker ene stvari živimo eno posebno, ne bom rekel kvaliteto, lahko rečemo tudi nekvaliteto časa, ki pa ima znotraj sebe eno kvaliteto. In jaz sem pač takrat nisem videl te kvalitete. In ta erozija, ki smo jo danes pričali, je, dobro, če rečem tako zelo grobo, lahko je jemno kot eno puberteto. Človeštva, prav kot puberteto človeštva. Malo o tem sem mogoče hotel tudi govoriti, ki imam tole, ob tej podobi, ko sem je tudi razkrila. Michelangelo, Izgon iz raja, skratka, če smo prej začeli s to enostjo, s to povezanostjo, ker ni tega ločevanja. Jasno, da je ta ločitev boleča. Seveda tudi danes vemo, da v tem ni bilo nič grešnega in
mislim, da je Michelangelo to tukaj fantastično naslikal. A vidite, kako pravzaprav, kdo tu izganja? Ne? Izganja isto, kar vabi v greh. Ne? To je eno in isto. To je prežeto. Vidite, kako se, kam se prelije telo tega angela, ki izganja Evo in Adama. In tudi diagonala roke, ne? Če njegovo roko pogledate, to je isti lok. Kajte, to ni nekaj, kar bi bilo, ne? To je bilo tako namenjeno, tako je določeno in tako je prav. Ne? Ni bilo grešno, je bilo pa usodno. Ne? Ampak to usodo moramo do konca odživeti, ne? In seveda ni lahko. In na tej poti smo zdaj še v enem posebno težkem obdobju, če rečemo, da človek individualno podolživlja človeštvo, usodo človeštva, zgodnih obdobje. In dojenček gre skozi eno rajsko obdobje, ko se čuti popolnoma zljubljen, povezan. In gre potem tudi skozi mitsko in magično in vse ostale obdobja. Tako da danes smo morda priča eno zelo posebnemu času, ko mogoče dejansko bo prvič mladi odgovornejši od starih. Ker je tak čas. Če rečemo, da je to puberteta, potem je to čas, ko človeštvo preizkuša svoje meje, ko je noro. Dejansko se tu dogajajo neke transformacije, ki so seveda na materialnem zelo uničujoče in dejansko tudi izzivajo, tako kot pubertetnik izziva sebe in svet, zato da se, zakaj? Zato, to pa je ta kvaliteta, da se lahko ponovno spostavi kot samostojno avtonomno biti. In vemo tudi, kaj so znamenja, jasna znamenja, da se puberteta bliža koncu. To je trenutek, ko se lahko mladenič in mladenka ponovno celo strinja s svojimi starši, ne, brez strahu, da bi ob tem izgubil na novo pridobljeno avtonomijo in samostojnost. In to je en velik dogodek, ki človeštvo čaka. Jaz sem prepričan o to. In ko sem jaz to odoživljal in zdaj popolnoma drugače gledam tudi to disharmoničnost sodobne arhitekture, vidim samo zopet kot to navezanost na harmonijo praktično. Tu not je skrita še vedno ta isti arhetip iskanja. Samo treba izzivati, treba je ravno to ne narediti. Ravno zato, ker vemo, kako močno je to pomembno. In je tudi v nas prisotno, vse naše telo zaradi tega se ni spremenilo na ta način, da bi mi zdaj, ne vem, imeli čreva zunaj, pa ne vem, kožo. Tega ne bo prišlo. Mogoče, tole je drevo spoznanja, ne? A je prisotno tukaj tudi drevo življenja? Ja, seveda. Ker jabolka, recimo, jaz sem se sprašal, zakaj jabolka, recimo. Če ga enkrat prerežete, ne tako, kot ga običajno režemo, v drugi smeri je človek noter, mali človek noter. A ste probali kaj? To peščičev je pentagram, ja. Prvo se zagledaš, kakšni so jasno to. To je tudi en tak zanimiv materialni res. No, recimo evolucija duha je najbolj povezana. Če zdaj greva malo na poezijo, ne? Poezija ima to isto zgodbo. Ja. Poezija postaja, ne samo, da je bil bralec lahko uživiv, postaja tako zelo amorfna, da praktično je noben več ne more uživeti. Recimo, ne vem, zadnjič smo tukaj imeli filozofa, ampak jaz nisem njegovih pesmi brala, ki se imenujejo tako, kot so pri Srečku Kosovelu naslovene. Skonsi so pri njem naslovene z lič. Lič 1, lič 2, lič 6 in tako naprej. Ampak to je še dosti hujša stvar, kot Tomaž Šalamun, pri katerem je vsaj tako, kot ti praviš, da besede razumeš, ampak ne moreš sestaviti pomena. Tukaj pa tudi besed več ne razumeš. Oziroma moraš, kot pri tistem Rorschachovem testu, gledati packe toliko časa, da pomen izločeš iz sebe in da ti projiciraš na to stvar. Ampak rdeča nit, ne, veš, smisel pa rdeča nit, to je nekaj, kar nas drži nad vodo. Ja, dobro. Jaz sem našel smisel, ker dejansko danes so pogoji delanja arhitekture, pa projektiranja takšni, da vidiš, da neki stvari že naprej, vidiš, da jih ne moreš doseči na prostoru. To, kar je Pečnik še naredil, to smo imeli veliko srečo, da je harmoniziral kolosalne dimenzije, zato ker
V Pragi se mu je odprl odnos med Akropoljem in mestom, v Ljubljani se mu je odprl odnos med Horizontom in mestom. On je tukaj delal na najvišjem merilu. Vsak bi rekel, danes iz tega stališča kariere, kakšen padec v neko provinco, z njega je bil to popolno zmagoslavil. On je lahko delal z merilom, v katerem v tistem stari podobni, nikoli ne bi mogel delati. In je dejansko harmoniziral stvari na velikega java. In to je danes, kar seveda ta doba ne razume, kar bi bilo treba čuvati na hranju. Danes oni mislijo, da je Plečnikov artefakti v tistih parih vazah, pa kapitelih pa tako. Njegova pripoved je veliko bolj prežimajoča in vse obsežna. To sem pa to reč, smisel sem sam videl nisem šel več toliko na izdelek, ker danes grejo vsi na izdelek, v bistvu na to lepoto, tisto, kar pač so sposobni obvladati, ker vsi smo danes razsahrani. Jaz probam v dani nalogi ali odčitati kvaliteto, ki tam je, pa jo izpovedati, včasih skozi gesto, ki jo lahko v prostoru dejani, ki je lahko daleč od estetskih norm, ki jih jaz imam pri sebi. Zame je samo pomembno, da se tam nekaj ne uniči, ali pa da nastane nekaj, kar lahko govori v prid harmonizacije celote. Ali pa dejansko to s kakšnimi drugimi sredstvi, z umetnostjo ali s filmom. To lahko malo bolj konkretno nam poveš, kaj bi to pomenilo, da si lahko predstavljamo. Tako, malo. Kakšen primerček. Mogoče kar iz tvoje prakse arhitekturne. Ja, to so takih zelo komorni. Ena kvaliteta, ki jo sem jo odkril, je ta, da pravzaprav probam čim manj narediti. Recimo, zdaj se mi parkrat že zgodilo, velika, pa še večkrat bi se lahko, se to pa vidiš, da je to vse prisotno. Recimo, te povabijo k eni hiši, tipičen primer, babica, stara družina, mladi, živijo v eni hiši in so na tem, da zgradijo novo, po možnosti na dvorišču stare ali pa zraven, imajo že denar in tudi sam radi še vedeli kakšno hišo. In jaz rečem, fajn, in spremem to vse in rečem, sam delom se, pojmo še malo na vrh, pa se dol usedemo, pa mogoče marino skopiramo, pa začnem malo taka vprašanja postavljati. Na začetku probam ne preveč zoprne, Recimo, kako si pa oni predstavljajo, še živeti tako, čez 10 let, recimo 5 malih 100 časovno komponento soočim, pol malo kako zdaj živijo v hiši, pol vidim, da se niso še kaj dosti pogovarjali med sabo, kako živeli pa tako. In delujem kot nek katalizator, začnem delati. In potem izvemo kar nekaj, da babica kraljuje v tej četrtini hiši. Po neki inerciji se pač tako zgodilo. Je ne uporabljamo, pa ona pač tam je, veko imajo. In po parih stavkih vidimo, da pravzaprav ona, edino, kjer se vidi, je tista parcelca, pa po svetu njivanju. Ta ima tam že parcelco in tudi tam ima rožice in vrtek in je rada bi imela še stik z vrtom, ki zdaj mogoče ni najboljši, kot vsemo, da ima veliko prostora. In da bi ona prav rada bila v tisti sobici malo dol. Mi smo naredili že flikor v šalo, ker nekaj se nek prostor začne iznotraj te iste hiše odpirati na čisto način. Srednja generacija bi mogoče malo raje bolj potovala, tudi hiška tole ne imajo veliko dele s to hišo. Malo soočim s tem, da bojo sami ostali v tej hiši preslej, mladi bojo šli graditi novo hišo, še bo malo velika. Tako počasi, v 2-3 pogovorih pridemo do tega, da bi pravzaprav, jaz malo še premislim doma ta tloris, pa malo probam sodelirati, kako bi se po tej hiši pravdali tudi na drug način živeti. In tak klasičen primer je ta, da to je na koncu ugotovilo, da ni treba graditi nove hiše. Skratka, tisti denar lahko porabljajo mogoče ravno za ta potovanje, za ta podizem. Mladi pravilno se na začetku itak stiskajo v tisti sobici od sina, od hčerke, pa že pričakujejo. Oni so v priraščanju. In najlepši primeri so taki, da dejansko bil je prav en tak primer, ker smo rekli, samo tukaj bi rabili pa res še ena vrata. Tam je bila ena omara, ki so tisto omaro omakali, so bila tam vrata. Zdaj, ne vem, to je lahko ena taka metafora, kako se danes da delati v svetu. No, to je tudi ta zgodba, kako rešiš problem, če ne takoj nastopiš na silno, z nekimi analitičnimi, ti že imaš planite, v bistvu objektivno stanje ne zanima, ampak
Tako, te zanimajo te odnosi, kaj se da. Rešitev je vedno v problemu, pač ne iščeš rešitve izvan problema. Danes je kultura potrošništva je taka, da rešuje en problem, pa naredi pomože se 7 drugih. Dobre rešitve so take, ko rešijo 5 problemov z eno rešitvijo, pa pomožem s temi narediti enega naroda. No, to me spomne, zdaj, če smo ravno pri literaturi, ki si ga že skoraj citiral s tem, kar si rekel, ne. Ewald Flisser ima v Čarovnikovem vajencu en stavek, problemov ni tam, kjer jih vidimo, ampak tam, tako da jih opazujemo. S čim bi zaključila? A bi mogoče lahko s tvojim otroštvom? Gledaš ta pišno, konec je začetek in začetek je konec. Rodil sem se na Šlajmerjevi, snemali smo po stolpnici, Sveto nastopje, Ravnikarjeva stolpnica, 2 stolpnici kot konfrontacija dvema zvonikoma. Prvi ljubljanski je Prafara, tudi Svet Peter. Huda gostota velikih imen, Ravnikar kot organist, Svet Peter. Še prej zanimivo, Trubarjeva ulica pije k Svetom Petru, ne tako. Na pustečeno konfrontacijo. Zraven je Hrvatski trg, čeprav gre za Prafara. Mislim, da je Urnik delal, potem prenovo počele te cerkve. Stanovali smo v višini zvonov, tako so odprli okna, smo bili zavili. Plečnik je naredil ta krasni park, zadnji to posodo, s katere je bila za otroke krasna tudi za starše, zato iz te posode pa še otroci nekako gravitirajo znotar, ne grejo ven, ne. Smo uživali v tej posodi. Mislim, da je še Šubic delal tisti spomenik zraven, tako da res tam je bilo, v bistvu že vse. Krasno otroštvo, še tisto divje, takrat otroci so bili še v prostoru, zunaj smo bili skozi, nič nas ni noben nadziral tisti žvižk, očetov za kosilo pa za večerjo. Ampak v enem trenutku se začne tudi tvoje otroštvo bogatiti z neko arheologijo tvoje družine, ki pa najbrž ni bila prej prisotna, dokler si živel na Hrvatskem trgu, ne? Ali je bila? Ni bila, ne? Nekako je bila zagrnjena še. Mislim, je bila prisotna, ampak je bila zagrnjena. In ta arheologija je dobesedno višja od 10 nadstropij, kjer si ti stanoval. Ali pa globlja. Torej, časi so bili že taki, da se pač, to zdaj vem, takrat je bilo vse v redu, in tudi mislim, da je prav, da niso obremenjevali s tistim, pa takrat, zakaj bi šlo obremenjal nekoga z nečem, kar ni dosegljivo, niti realno, ali pa ne vem, kar bi lahko bil tudi nekžal, pa jaz nisem čutil nobenega pomakanja, v tem smislu. Oče je bil gozdar, mama nov, oba zaljubljenca v živalski in rastlinski svet, tako bi rekel. In smo tudi preživljali stvari v naravi. Mi smo hodili na potrča, samo zato, ker so imeli prvi proste sobote. Smo lahko imeli cel vikend. Ker so osnovne šole še v sobotah imeli šolo. In smo bili skozi v gozdu, tako se je pa tudi, ko smo bili dol, smo bili. Jaz sem lansko leto, Zavod Bunker me povabil, da vodim po okolišu svojega otroštva. Jaz sem bil zgrožen. Sem videl že pri svojih otrocih, da to ni to, da nimajo. Oni so šli, jaz sem rekel, popite dol, pa pozvonite, da se boste igrali, pa se zvonili, pa se vsi čudni gledali. Skratka, ni bilo, nikoga ni nič zaživeli. Mi smo živeli fantastično to skupnost. In tam, ko sem jaz prišel na vsa ta področja, ko sem prišel, ko sem rekel, zdaj boste videli. Lahko Pavle sama sveti to izmrta. Ali pa celo, ne vem, naš peskovnik je bil zaparkiran z avtomobili. Ti vrtovi, takrat so bili še vrtovi, mi smo se igrali in kakšne se pali, to se je še dali videti. Te stare hiše so imeli te, so bili tako profilirane, da si lahko hodil po njih praktično, po teh poličkah, okenskih, coklih,
in si lahko šel iz enega kosa, ne pa preko dreves, pa preko vrtov, dejansko se nisi dotaknil paleta cel popolno. Še si se najedil jabolj, pa vse. Mi smo videli še za vsako sadno drogo, kdaj je obrodilo in tudi v šiški za kakšnega, ne. Ali pa kdaj boš to poleg, da boš tisto vejo, pa da ne bo to mi pluval na te, ne. To se je zelo spremenilo, ne. In to je meni zelo dalo ogromno, ne. Ogromno tega impulsa. No, še to nam malo povej, kako se ta arheologija potem zgodi? V redu, tranzicija. Tranzicija. In zdaj pač... Eto prinese en kovček, kaj je? No, bilo je to, hodili smo na Brdo, gor v Stricotacu, tam se čuta družina, ko je velika družina prišla skupsko slavja. Vedel se, da tam je grad pogorel, le kako, ne. To sem zvedel po naključju v vojski, ker mama še zadnjo stvar, ko je zaupila, ko je vlak že speljal, je rekla, tam Novi Sad, tam naš strica, je celo vojak, vojno lice in tako. In potem še teden, potem, ko me dal prekomando, me zbudi desetar. Uštaj vojniče, zovete pukovnik. Mene, mislim, kako je, sem šele prišel, sem nekaj zamislil. Čisto nore bilo, mi da telefon. Ira, je li to ti? Nisem se spomnil tega, da je mama rekla, da imam strica. Mi je bil strici Jože in sva šla takoj kecat na Dinov. On je bil tisti namreč, ki je zakuril pa nek kvadrat, naš družinski. In zato tudi seveda se ni mogel vrniti, ne, družina. Ni glih si se naklonil mesto gledala, ne, to njegovo dejanje, čeprav je bil fant, tako je praktično. Ne, naredil pa veliko kariero, pa šel v Titov štab in vse in se pa tudi zakuil po vojni, ne, se komi rešil. S pomočjo požara, naredil kariero. Ja. Šla je pa takrat sva dediščina od mojega pradeta, ne, odjam tudi prstnika. No, ali pa recimo še druge stvari, to, kar zdaj tudi mogoče za zaključek, ne, da smo zmeraj mislili, da Štajerska, ne, ta tvoja prastara mama, stara mama, ne, ki pač nekako skrbi in bedi nad tem prostorom lokalnim, nad to, tako rekoč, štajersko etnijo s tem, da to navdihuje. Kakšno? Se vemo, kaj danes pogrešamo, odgovornost pogrešamo. Takrat nekako je to bilo prisotno. Ne? Če si imel, oziroma kar si imel, več ko si imel, več si imel odgovornosti. Ne? To je tako zelo preprosto. Ne? Odgovornost tudi do drugih, ker ko si imel veliko, nisi mogel sam, si mogel z drugimi. Skratka, to je zelo, to je bilo samo oskrbno. Uriš, recimo, se dotikajo tega posestva. Ne? Pa po tej drugi liniji, mamini, so tu bili veleposestniki, tudi slovenskega rodu, inovatorji, recimo konkretno Planini, zavedni Slovenci in ja, takrat se je dajala, ne? Mislim, ko se je imela, se je dajala, ne? To je šlo skupaj, ne? Davki niso bili neka huda kazen, ampak do neke mere ponos, da si lahko dal in je tudi prav, da se ve, zakaj si dal, in je tudi nekaj, kar nam danes popolnoma manjka, in bi bistveno rajši in lažje človek dal, če bi vedel, zakaj to gre, oziroma če bi bil vpliv na to, zakaj ste vi gre. In to so te vezi družbene človeške, ki se krkajo, kjer se vzrok in posledica usodno razmahneta in potem se da tudi družbeni organizem vse ostalo začne erodirati. Mogoče tukaj lahko sklenila s tem, kar ste prej govoril o puberteti, ne? Puberteta še ni v tisti fazi, da bi lahko dejala, ne? In je destruktivno ravno zato, kaj jemlje. In ker enkrat pač imaš toliko zavesti, da se lahko potrjuješ svoj ego s tem, da daješ, ne? Ne? To čakamo. Ja. Kot mogoče isto velja tudi za poezijo, bi lahko rekla, ne? Dokler pač misliš, da boš s poezijo dobil, ja, potem tudi vidiš, da ne daješ iz sebe. Tisto, kar ti daješ, je samo mogoče tvoj način, pa da skozi tebe se stvari dajajo. In to je tisto, kar sem tudi pri Pečnikov odkril. On je v bistvu tudi se dal v dajanje, ne? Skozi njega se je dajalo. In to tako ponese, ko si tudi poznate, ko dobite navdih. Ne? To je takrat ste povezani s stvarjo. To dajete.
A ima kdo kakšno misel ali pa kakšno vprašanje, da bilo še kaj konkretno zanimanje? Jaz sem kratkih, sem videla krasen pozornost, sem prišlo. A so pozorci res vedeli samo na slovenski prostor? Ne, niso, ne? Oziroma, če so, zakaj? Če imate mogoče kakšno odgovor na to. Res genialna struktura, ki je tako namenjena, ne, te svoje funkcije. In zakaj je to nekaj tako slovenskega, ali je to samo nek mit, ki smo na video ustvarjali, po resnici je to lastno v širšemu prostoru? Ne, je. To je posebnost. Je posebnost, ampak zakaj je to posebnost? Ja, to se mi zdi. Slovenski arhetip? Ja, ne vem, delno mogoče se lahko izdarjamo s tem razvojem. Mislim, dobro, to je že tako malo, da treba še malo podkožati imeti. Ampak, znači Andrej Peterski, tudi eno študijo naredil fantastično tega pozorca, tudi notranje te povezave, mislim, to je zelo blizu temu, ta pozorc. In tudi se je delalo to, skoraj obredno se je delalo pozorc. In imel tudi sporočile noter, ki so tudi ezoterične, tudi se dotika neba in zemlje in njegova statika, ki ni čisto tonična, tudi ne veš, kaj ga skupaj drži. To so krasne stvari. Jaz sem veliko navdiha tudi za sodobne stavbe ljudmi. Je pa to ta prostor, ja. Slovenija, to je ena tako bezarstvo. To je, recimo, gor Striglava se to krasno vidi. Narod izvirov, recimo. Tam se, enkrat sem prenočval pod severno steno in sem videl, kako se Triglav igra z oblaki. Oblak pride do njega, pa ga odbije nazaj, recimo. Pa zopet pride, pa ne gre čez. Žoganje, čisto žoganje. Ni na ključu, da je blejski ta bohinjski kot najbolj dežel, da se tam zlije. Potem se tudi prereže in se usuje dol. In grejo vode na Jadran, pa grejo v Črno morje. Skratka, na vse strani grejo te vode. In se tu začne, če naš kulturni prostor pogledamo, še z Nadižove, pa z izvorom z Drave, recimo. To je vse prostor, kjer imamo korenine, ker smo tudi poimenovali, ker smo tudi kulturno krajino oblikovali. Če bi se zavedali, že sam to, ta impuls, da tu nekaj prehaja, tako da mogoče kozorce samo to tu, ker je pač tu začetek nečesa, ker je res tudi začetek nečesa. In če mi te vode ne onesnažimo, ker izviri še so čisti, smo mi na nekaj varuhi izvirov. Kadar to govoriš, me skoraj zmeraj mi pride to na misel, kako človek ima Boga v sebi, pa živi tukaj zadnja žival. In isto za Slovenijo mislim, koliko velik potencijalnih možnosti, ampak vsega skupaj pa je ena masivna banalnost. Mene vedno znal preseneča, kako ta stari so pa znali. Ker tradicija je pa osupljiva. Vsaka pot, vsaka steza, način, kako so stavili postavljeni prostor, nobeno teh ni slepo predno. Vsaka te usmeri, vsaka te vodi. To sem tudi hotel govoriti. Se mogoče naključe, da se ravno v vrbi ohranil ta kamniti krog s tem drevesom na sredi. In vrba je tudi ena od tistih naselij, ki je harmonizirana popolnoma z vršaci okoljnih. Dobesedno nagovarjati. Pot, ko greš ven iz vasi, te vedno dobesedno zavije najprej v Storžnico, pa potem še v Stolu, pa če se ozreš nazaj, pa še vse ostale ulice. Kot da bi stopil en prostor, kjer bi ti vsak rekel, to sem jaz. To je ta protokol, bi rekel, skoraj stopanje, ki je potem bil samo povaben v samo vasico. In se na sredi srečal v tisti palmici okoli tega drevesa. In ta to se mi zopet zanimivo. Iz vsakega vhoda, to sem potem tudi v Njegoših videl, v Črni gori. Ne vem, če imam tukaj. V Njegoši, zopet Njegoš kot pesnik, ki je podobno vlogo odigral kot Franc Prešeren, zopet iz Njegošov, kjer zopet vsak prak gleda na Lovčan, recimo. Tako kot slišnega prava, recimo, tudi lahko vidiš Triglav.
Ali pa ta harmonizacija s tem drevesom, s temi kamni, kjer je vsaka družina imela svojega predstavnika, ki je na tem kamnu izrekel tisto, kar je bilo pač pomenilo za skupno odločitev. To je zanimivo, da ne sedini drevo. To pomeni, da ne moreš videti svojega nasprotnika. Ti lahko komunicira s svojim nasprotnikom, samo preko skupnosti. Ker mislim, ne vem, morda, iz mojega slična je taka zanimiva, zopet sistemska skoraj, kvaliteta, ki ga lahko. Ne vem, če imam to. No, ti tako rekoč skozi govoriš o tem, da je ta demokratičnost bila nedotakljiva. Ne? Kljub temu, da niso te besede uporabljali. Ja. Ampak je izhajala tako iz demokracije človeške duše. Preživetveno je bilo, vse skupaj je bilo robno, ampak te pa presume, kakšna lepota je v tem ustvarjanju. V tem našem navideznem obilju nam vse uhaja med prsti. Glejte tudi tale prizor. Dve vrstni hiši. Zopet zame je ta fenomen oživljene meje. Ker ena vrsta hiš sledi grajsko pobočje, skratka kopno, grič. Druga vrsta hiš sledi reko. Tam, ker se reka pa grič razmakneta, nastane trg. In ta meja med kopnim in vodo, ta živa meja dveh fenomenov, kateri čutimo tudi povezavo med tem, je tukaj samo razširjena na en vitalen urban prostor. In kaj je posledica tega, da so hiše tako tesno skupaj, da se držijo tesno za roke, in so lahko popolnoma različni. Pa ne ogrožajo prostora, kvalitete prostora. Lahko imamo revno hišo, bogato, bahavo hišo, hišo iz 12. stoletja, 17. 18. baročno, vodstvo, pa bo prostor še vedno imel to svojo kvaliteto. Edini prostostoječi element, če obrnemo zgodbo, ker danes je pa obratno vse prostostoječi in se trka vizualno med sabo, je tu pa ta krasen vodnjak. Ti si napisala eno perfektna zgodbica po vodnjaku. Jaz imam videnje tega vodnjaka, vem, da je to zopet nek arhetip te pokončne, ta os osebe, ki odžeja. Prijateljujem z enim indijancem Navaho, recimo, oni rečejo, človek bi mogel postati hodeče zdravilo, da ne bi si imel. To je nekdo, ki hodi in oživlja in odžeja ljudi okoli sebe. To je malo tega vodnjaka, ta prostosteč element, ki ima povezavo z zvirom, se dotika neba in tudi zanimivo, iz ključnih točk ne bo nikoli prikrit. Skratka, dominanta, tudi ta, da rekel, mestna hiša ali pa cerkvena, da ne bo prikrit, bo on odigral. Skratka, gre više, seže više od, da rekel, zopet, ne vem, cerkvene ideologije, recimo od feudalne ideologije. Zelo zanimivo pripoved. Koliko je živa voda? Živa voda. Aj Plečnik z tega razloga tudi postavil monolit na Gračevi? Ja, to je stara pripoved postavljati. Ja, monolit je zanimivo, to jabolko gor, ki je bilo pravilno zlato, ali pa iz jantarja. Se mu reče elektron. To je prav iz te besede grške, mislim, da prav za jantar. Značilnost jantarja je namreč izredna prevodnost. Izreden prevodnik. Imamo tudi zlato tudi. In pa še nekaj, kar veliko tega izkušnja, kar vam zdaj prepodujem, smo odkrivali skupaj v odprtem krogu. Z arhitektom, še z Jankom Davžičem, Sašom Ostanom, z slikarjem Živom Okornom, pa z kiparjem Živo Kočica. Roba, recimo, zakaj? To vedno mora slediti. Če nekdo je umetnik tako izgoreva za eno stvar, takrat v tistem času, to mora biti. In on je hodil v Dolsko. In Dolsko je pa čist blizu Sotoča Krek. Znate to? Ste bili gledali? Ljubljanica, ja, Ljubljanica, Sava in Kamniška Bistrica, tri popolnoma različne po karakterju, ena ta skrivnostna reka 7 imen, ki gre v podzemlje in se vrne nazaj. Pol Sava kot ta glavna reka, ki ima zopet ta par zelenci, ki pride od spodaj, in ta ženski zvir pa srnica, ki pade iz 7 jezer navzdol. Skratka, že v sebi to kvaliteto dvojnega. Pa potem Kamniška Bistrica kot ta muhasta gorska reka, ki je divja enkrat skoraj ni. Vidite skupaj v eni točki v Dolsko.
In ta gospod, ki je takrat bil Dolsko, on je bil velik botanik in drugače razvijan človek, in je to knjižnico, kjer so se dobivali intelektualci po umetniki tistega časa. Narobe je redno zakajal tam. Možno, da je poznal, ker so to, če je takrat ta človek ravno urejal, ker je ravno Kamniška Bistrica je delala tam škodo in je on to urejal, ker bo je tudi po parku delala škodo. Skratka, je bil pozornost je sigurno bila na tej točki. In je možno, da je Roba takrat sam probal to točko simbolno prenesti v not. Kaj je ta točka? To je točka, najnižja točka, skozi katero pretakajo vse vode skoro polovice Slovenije. Od Snežnika, vse, kar pade na to stran, severno stran Snežnika, gre tudi skozi. Vse, kar v Julici, recimo, kar ne gre v Sočo, gre zopet v not. Vse, kar je karavan, kar ne gre v Dravo, gre potem zopet. To je enkrat treba pogledati. To je en tako rok izobilja, negativna delta, tako bi rekel. Pridejo stvari skupaj. Če se recimo umilo razvijajo. To so taki naravni biseri. Naša pokrajina je majhna, tako izjedrena, da je res pravlično, ker ima tukaj ni tako kot v Dolomitih, ki imaš 17 dolin, približno istih. Tu imaš eno dolino, ki je unikatna in samo ta. Imaš pa 7 jezer, imaš eno jezero z otokom na sredi, 7 izviri, pa še 8 pa še na otoku samem. Če dava piko na i, rečeva, da je Slovenija poetična. Poetična.